Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni nazaj. Nadaljujemo z vsebinskim delom današnjega posveta. Če smo v prvem delu govorili o obrambi kot temelju varnosti in razvoja, se v nadaljevanju dotikamo sistema, ki varnost vsak dan dokazuje v praksi, takrat, ko se zgodi nepredvidljivo. Naravne in druge nesreče ne izbirajo časa, kraja ali okoliščin, zato je sistem varstva pred njimi toliko močan, kolikor so močni ljudje, ki ga soustvarjajo. Pred nami je torej druga razprava z naslovom Dosežki in vizija razvoja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pozdravimo udeležence druge okrogle mize. Z nami so magister Marko Lovše, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo. Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije. Magister Luka Duh, svetovalec za področje zaščite, reševanja in pomoči na stalnem predstavništvu Republike Slovenije v Bruslju. Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Dr. Gregor Dolinar, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije. Razpravo pa bo vodil Leon Behin, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav v mojem imenu, spoštovani gospod minister, državni sekretar, ostali gostje, predstavniki Slovenske vojske, policije, sil zaščite, reševanja in vsi ostali prisotni, tudi v imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na našem drugem panelu danes, in sicer z malo drugačnim naslovom, kot so ga imeli kolegi iz Ministrstva za obrambo v prvem delu, kjer bi želeli v sistemu zaščite reševanja tudi povedati, kateri so dosežki na področju zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji, ne samo v zadnjih 4 letih, ampak se upam reči, so se veliki premiki začeli dogajati po žledu, po migrantski krizi, po covidu, seveda investicijsko pa daleč najbolj v zadnjem obdobju. Zaradi tega, tako kot je povedala že kolegica Uršula, mogoče par besed tudi o današnjih panelistih, ker smo iz različnih stebrov, ker smo iz različnih struktur. Mogoče najprej državni sekretar Marko Lovše, naš bivši sodelavec in sedanji šef, nekoč je bil eden od nas na Upravi za zaščito in reševanje, potem je šel pa horizontalno tudi po drugih ministrstvih, razširil svoje znanje, ampak sigurno nekdo, ki ne samo desetletje, ampak tudi več spremlja sistem zaščite reševanja in Uprave za zaščito in reševanja. Bom rekel, sigurno najbolj prepoznavna oseba samostojnega stebra zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji, poveljnik štaba civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. Od leta 2012 poveljnik štaba civilne zaščite, oseba, ki pooseblja civilno zaščito in je tudi njena najbolj prepoznavna blagovna marka, če temu smem tako reči. Kolega Luka Duh, kot je bil predstavljen, nekoč naš direktor urada za operativo, kar pomeni, da v drobovje pozna sistem URSZR, sistema zaščite reševanja, prej pa tudi en glavnih sodelavcev na razvojnih projektih, o katerih je veliko govoril, so govorili na prvem delu, glede na to, da je Luka Duh delal več kot 10 let na tistem področju, so upam reči, da tudi eden od snovalcev leta 2020, ko smo pisali strategijo male reforme sistema ZRP skozi nabave letal in ostale opreme s koriščenjem evropskih sredstev. Danes pa v Bruslu tisti, ki brani naše interese in nam sporoča iz prve roke najbolj dragocene informacije, ne samo z področja kriznega upravljanja, ampak tudi širše, se upamo reči tudi z vidika varnosti, odpornosti oziroma tako imenovanega resilienca, o katerem ga bom še posebej prosil in malo izzval, mu že naprej napovem glede na debato in predstavitev v prvem delu. Zvonko Glažar, operativni gasilec, poveljnik Gasilske zveze
z dolgoletnimi, več desetletnimi izkušnjami, danes poveljnik Gasilske zveze Slovenije, prvi operativni gasilec v Republiki Sloveniji, sigurno poklican, da predstavi stanje in vizijo sistema gasilstva, javne gasilske službe in pa tudi širših nalog, ki jih upravljajo gasilci v Republiki Sloveniji. Predstavnik lokalne javne službe oziroma organizacije, ki delajo predvsem lokalno javno službo gasilstva, zato je tudi, bom rekel, v tem stebru, in pa doktor Gregor Dolinar, predsednik Gorske reševalne zveze Republike Slovenije, človek, ki pod svojim okriljem Gorske reševalne zveze združuje številne gorske postaje, ki opravijo največje število intervencij ne samo v gorah, ampak dejansko tudi med vsemi državnimi službami po 74. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zdaj mogoče že takoj na uvodu, malo je završelo po dvorani v prvem delu in tudi med nami panelisti v sami predstavitvi, ki je bila predstavljena v videu. Tam je treba zelo jasno povedati, da skladno slovensko zakonodajo vse, kar ste videli gor, predstavlja en steber in to je steber obrambe, tako v vojaškem delu kot v civilnem obrambi. Ni bil pa predstavljen drugi steber nacionalne varnosti, to je pa sistem varstva pred naravnimi drugimi nesrečami oziroma sistem zaščite in reševanja Republike Slovenije. Tako da mogoče vsem kolegom in tistim številnim, ki ste danes tukaj prisotni, mogoče upravičilo v tem delu, predvsem pa razumevanje, zato se bomo tudi enega kot izzivov avtonomnosti, samostojnosti in razvoja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji in Evropi tudi dotaknili v prihodnosti našega panela, ker je bil takšen tudi že prvotni namen, če smo čisto pošteni, in smo o tem se pogovarjali že tudi pred samo današnjo izvedbo. Zdaj, vsi, ki smo pripravljali in so pripravljali današnji panel, so rekli, najslabše imeti za moderatorja Leona Behina, ker bo on govoril 45 minut od 70 minut. Tako da jaz bom probal biti samo povezovalec v nadaljevanju in mogoče tisti, ki bo zaključil določene stvari, in bom v prvem krogu, tako kot je že tudi profesor Prezelj o prvi mizi namenil enako vprašanje vsem 5 panelistom, kje smo danes, kateri so bili glavni izzivi v tem obdobju, ki smo ga preživeli do danes in kako ocenjujejo današnje stanje sistema zaščite reševanja v Republiki Sloveniji iz svojega vidika kot poveljnik civilne zaščite, kot nekdo, ki to spremlja in zagovarja v Bruslu, kot poveljnik najštevilčnejše prostovoljne organizacije v sistemu zaščite in reševanja in kot predsednik nenazadnje združenja, ki je v svoji več kot 100-letni zgodovini reševanja imelo največje število smrtnih žrtev med reševalci, kar govori o zahtevnosti samega reševanja in nevarnosti, dejanske nevarnosti tudi reševalcev v tistem najbolj zahtevnem in najbolj tragičnem smislu. Tako da takoj na začetku magister Lovše kot državni sekretar in kot bivši sodelavec, zelo preprosto vprašanje, kje smo danes v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na političnem nivoju, na nivoju ministrstva, kateri so po vašem mnenju ključni dosežki oziroma katere so bile tiste vsebine v zadnjem obdobju, ki bi še posebej želeli izpostaviti. Direktor, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani ministru, vsem gostom, sodelavke, sodelavci, pozdravljeni. Kar se tiče vprašanja direktorja, vemo, da se danes srečujemo z različnimi nesrečami. Te nesreče grejo prek meja in v bistvu za to pripravljenost in v tem kontekstu so investicije ključne za izboljšanje odziva in pa zaščite. Tu imam malo napisano, zato da lahko pogledam, ker teh številk je kar nekaj. Skupna vrednost investicij v infrastrukturo, opremo in usposabljanje znaša približno 160 milijonov evrov in od tega več kot 100 milijonov v povezavi z različnimi evropskimi skladi. To govorimo nekje za leta od 2022 do 2028 bodo ta sredstva nekje porabljena. Nekatere izmed teh investicij opreme so že nabavljene, so že zaključene, druge še niso. Ena recimo izmed, ki bi je veljal omeniti, ena izmed pomembnih, ki je bila
ravno v lanskem letu že, zdaj je izgradnja strateške investicije in sicer Vseslovenski center za velike požare v naravnem okolju. Zgrajena je bila v okviru načrta za okrevanje in odpornost. V centru se zdaj izvajajo specializirana usposabljanja za gasilce in pa druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. Naj omenim, da je celotna investicija nekje znašala okoli 2,9 milijona evrov, od tega pa je bilo za 1,7 milijonov evropskih sredstev. Vsekakor velja omeniti tudi opremo in pa druge zmogljivosti. Med njimi so recimo ene izmed bolj pomembnih zmogljivosti, ki so bile okrepljene z dobavo specialne opreme, vključno s 40 tovornimi vozili, prilagojenimi za posamezne vrste nesreč. Nova oprema je že bila razporejena lokalnim skupnostim, tako da jih poteka zdaj enoletno testiranje te opreme in pa tukaj je bila ta vrednost investicije skupaj 33 milijonov, od tega 20 milijonov sredstev EU. V okviru evropske kohezijske politike smo tudi ukrepili se z nakupom 4 letal Air Tractor za gašenje požarov v naravnem okolju, vsako s kapaciteto 3000 litrov. S tem je Slovenija se pridružila tistim državam, ki imajo lastno letalsko floto za zaščito pred požari v naravnem okolju. Vrednost investicije 23 milijonov, od tega 15 milijonov EU sredstev. Kar zadeva mednarodno sodelovanje, Republika Slovenija je tako poleg enote za reševanje iz jam, tako imenovana KFSAR, in enote za prečrpavanje velikih količin vode vzpostavila še tretji modul iz nabora EU za posredovanje v tujini, in sicer smo oblikovali modul za gašenje požarov v naravnem okolju z vozili, ki na zaprosilo delujejo tudi v tujini. Ta enota je v okviru državne enote za hitre intervencije, ki jo organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Če pa na kratko povzamem te ključne ukrepe za izboljševanje celega sistema zaščite in reševanje, pa velja omeniti naslednje stvari. Prvič v zgodovini je bila razdeljena pomoč gasilskim društvom pri pokritju intervencijskih stroškov ob največjem požaru na Krasu, to je bilo leta 2022, kjer smo zagotovili dodatna sredstva za razvoj gasilstva približno 1,7 milijona evrov. Med drugim smo podvojili sredstva občinam za požarno takso na več kot 11 milijonov letno. Zdaj, za tiste, ko ne poznate, gre za sredstva požarnega sklada, ki so strogo namenska in se namenjajo predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje ter delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, za opremljanje drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, gasilskih zavarovanj ter usposabljanje za varstvo pred požarom. In sicer v okviru požarnega sklada so v letih 24 in 25 zagotovljena posebna namenska sredstva in gre zdaj za najvišja, in sicer v višini 5 milijonov evrov, ki bodo namenjena sofinanciranju tipiziranih gasilskih vozil in opreme na področju kraških občin in pa še dodatnih 5 milijonov evrov namenskih sredstev za izboljšanje stanja in opremljenosti na področju varstva pred požari za celotno območje države ter pomoč v tujini. Med drugim smo uredili tudi dohodninske olajšave za več kot 25 tisoč gasilcev. Znižali smo namreč stopnjo DDV za gasilsko opremo iz 22% na 5%. To smo dosegli tako, da smo skupaj z Ministrstvom za finance izdali pravilnik, s katerim je določen seznam tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščite in reševalne opreme ter orodij za upravljanje nalog gasilstva. Za navedeno opremo in vozila se, kot sem rekel, davek na dodano vrednost od oktobra 2023 obračunava in plačuje po posebni znižani stopnji. Med drugim smo uredili tudi gasilska zavarovanja. Minister je lansko leto, začetkom leta, podpisal pravilnik o standardiziranem gasilskem zavarovanju za pripadnika gasilske organizacije. Gre za prvi namensko oblikovan paket gasilskih zavarovanj, kjer se zavaruje pravna zaščita in pa nezgodno zavarovanje. Po tem našem posvetu bo tudi minister podpisal tudi, ta dva vrsta zavarovanja z predstavniki zavarovalnice.
Bistveno smo tudi povišali sredstva za delovanje sistema, vsako leto za približno 10% se ta zadeva dviguje in pa za sodelovanje z gasilskimi in reševalnimi sestavi smo za leto 2026 v primerjavi z leto 2025 povišali sredstva za 10%. Toliko na kratko, bi pa na koncu, predno zaključim, vseeno moram izreči tu zahvale tako direktorju, poveljniku, sodelavkam in sodelavcem, ker vse to v bistvu so njihove zasluge, da so to omogočili, da smo vse to opremo pripeljali, razpise izpeljali in se zahvaljujem jim za pomoč tako pri vseh teh navedenih dejavnostih, kot pa tudi, kar je še bolj pomembno, pri vseh intervencijah, kjer so moji sodelavke in sodelavci sodelovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Sam sistem zaščite in reševanja kot drugega stebra nacionalne varnosti ali pa podstebra nacionalne varnosti vključuje različne sestave. Zelo pomemben sestav je tudi sestav civilne zaščite. Ko smo delali nekje pregled organiziranosti in številčnosti sestava civilne zaščite, lahko ugotovimo, da v glavnem gre to za tako imenovane dolžnostne pripadnike, ki so razporejeni v občinske, državne, regijske in ostale štabe, tudi po lokalnih skupnostih in tudi po gospodarstvu, kjer se morajo organizirati, zavodih in podobno, in tudi v določenih specialnih silah, ki so lahko prostovoljne ali pa tudi pogodbene sestave. Zelo pomembna sila, zelo odzivna sila, specializirana sila, kot že povedano, več kot 14 let praktično, oziroma 14 let ji poveljuje strukturi civilne zaščite poveljnik Srečko Šestan. Ne bom čisto natančno povedal, ampak v enem od vaših intervjujev oziroma napovedi ste rekli, da se vam je v zadnjih 10 letih zgodilo več nesreč, kot se je zgodilo v celotnem obdobju prejšnjega poveljnika Bogataja. V Republiki Sloveniji cenimo trajnost in imamo do sedaj v zgodovini samo 2 poveljnika civilne zaščite, Srečko je drugi, tako da res bogate izkušnje in poveljnik izvoli. Ja, hvala lepa, Leon. Jaz moram nažalost vseeno se pridružiti najprej tisti tvoji kritiki od začetka, malo me je kar streslo, resnično me je streslo. Zdaj bo 30 let, odkar delujem v tem sistemu in vidim kar naenkrat, da nas ni nikjer. Razen ene slikce, ki se je pojavila in tu tudi čutijo tudi naši pripadniki, kot je rekel prej Leon, tako da je resnično kritika tistim, ki so to pripravljali. Vem, da se zgodi tudi najboljšim, ampak sem mislil že zapustiti dvorano, pa zaradi vseh vas tega nisem naredil. No pa da gremo, da ne bo samo kritika, kot je Leon rekel, dogovorila sva se, da grem mičkeno skozi te velike dogodke. Resnično je, tudi ko pomišljam in sem razmišljal včeraj malo nazaj, moj predhodnik, ki ga spoštujem iz dna duše, Bogataj, ki me je veliko navadil, resnično ni imel takih izzivov, kot smo jih imeli jaz in moji, bom rekel, sedanji sodelavci, pa vseeno ne morem mimo tudi nekaterih njegovih, ki bo samo omenil. Samo se spomnimo Loga pod Mangartom, to je bilo nesreča z največ smrtnimi žrtvami. Potem so bile tukaj poplave 90, 91, Celje, Darko But se bo dobro spomnil, sem ga videl prej, sva govorila. Pa seveda ne smemo mimo železnikov, tudi smrtne žrtve. No, na železnikih takrat smo delali vsi skupaj krivico o ostalem delu Slovenije. Niso bili samo železniki. Bila je tudi Celjsko, tam smo imeli celo smrtno žrtvo zaradi enega plazu na Celjskem, ampak seveda je bila ta, bom rekel, havarija najhujša v železnikih. No pa že pridem do tistega mojega obdobja, Leon mi je dodal še 1 leto, pa morda bo prišlo tudi do tega, danes je 13. leto, no, ampak ne glede. 2012 sem začel, imenovala me je vlada Janeza Janše, takrat, ko je Bogataj se pač odločil, da bo zaključil kariero, sam, ni ga nobeden tu prisilil, tako da že prvi krst moj je bil požar na Sveti Gori. Tu se bodo tle, verjetno kot Goricjan se bo dobro spomnil. Takrat so nam Italijani pomagali in smo rešili stvar zelo hitro. No, v tem istem letu seveda je bila Drava, se boste spomnili večina vas, posebni gor Mariborčani, Štajerci, ko so nam zakuhali, tako rekoč Avstrijci, to stvar. No, to je bila že ena taka izkušnja,
ki sem jo vlečem že skozi celo moje obdobje. Pa nisem bil nič, bom rekel, kriv za njo, ampak sem celo jo predlagal. Evakuacija. Takrat župan Dupleka ni hotel sploh evakuirati recimo enih 3 stanovanjskih hiš, ker je smatral, da bo to stres, da bo to ne vem se kaj. No, ob 10. uri po noči smo šli reševati te ljudi s helikopterjem, brez ustreznih certifikatov, to sem zvedel čez par let, je delala tu vojska, policija. Vojska mi je povedala takrat, da nima certifikata za nočno vitlanje in smo rekli, ne gremo, ker če se kaj zgodi, smo končali kariero vsi skupaj. No, ampak ne glede na to. Tako da v tem smislu tak ognjeni krst. No, polje pa Leon že omenil, ta ena najhujših stvari, žled, najhujša naravna nesreča, ampak jaz smatram za še hujše nesreče naslednje, ki bom prišel do njih. No, 2014 nam je že pokazal in jaz tu govorim že od 2014 naprej, da imamo v tej državi 212 občin, no, imeli smo jih takrat 211, Ankaran je prišel naknadno, ampak jaz se upam trditi javno in javno tudi govorim, da pol teh občin, pa jih nisem šel kljukat, ni sposobnih ali pa ni organiziranih na način, da bi lahko reševali takšne situacije na svojem območju. Še hujše pa je, da ne zaprosijo za pomoč, v tem primeru države, ker nimamo regijske ravni politične. Še hujše, ampak zakaj jo ne zaprosijo? Zato, ker točno vejo, da niso sposobni titi to pomočni furati. Razumete? Ker če dobimo pomoč ali pa dobi občina pomoč iz druge regije ali pa od slovenske vojske, je treba te ljudi voditi, jih je treba usmerjati, jim treba naloge dajati. In če zato nimaš strukture, da se ne blamiraš, tudi države po Evropi, ne prosiš pomoči. Mi kot država od teh 7 aktivnosti, ki jih bom tukaj povedal, teh velikih, v 5 primerih smo prosili mednarodno pomoč. In jaz mislim, da smo naredili prav. Absolutno prav. Zato imamo tudi ta mehanizem. No, ta žled je pokazal še eno stvar. Načrti ali pa načrt. Mi, načrta zaščite in reševanja za žled državnega, nismo imeli, nažalost ga nimamo še zdaj. Narejena je ocena ogroženosti, načrta še ni, jaz mislim, da ga je treba narediti, to ne mislim kot kritiko, ampak treba kot eno nalogo vzeti za naprej. Zakaj to govorim? Zato, ker smo prvi dan, ali pa so bili še bolj, tisti, ki so potrebovali pomoč, pomeni ti operaterji, elektrodistributerji, sploh niso vedeli, kako funkcionira ta sistem. No, potem Darko lahko potrdi, je bil direktor takrat, smo se dobivali v njegovi pisarni vsako jutro. In smo se z operaterji pogovorili, kam, kdaj bo šel kakšen agregat. Oni vedo, kje rabijo, ne mi. Oni vejo, kje je transformatorske postaje. Ampak to je ena od, bom rekel, od ugotovitev, tudi bila potem v analizi. Pa da ne moram bolj hitro iti. No, po 2014 so bile še zelo zanimive poplave, spomnite se, Planinsko polje in vse tisto nam je plavalo, potem smo imeli pa še v jeseni še 2-krat. Tudi Gorenja vas Poljane, zelo podobne železnikom, zelo podobno. Tam se bo spomnil, sem ga videl prej, brigadir Žurman, je še tukaj. Hvala lepa, še enkrat Milan, za takrat. Migracije, to je pa ena tistih stvari, ki sem jih prej omenil. Tukaj smo imeli veliko izzivov vsi. Mi še posebej zato, ker smo si sami sebi, ker drugi pač ni bil niti sposoben, naredili in dali nalogo skozi sklep vlade, da smo oskrbovali te ljudi s prehrano in vsem. Še enkrat hvala nekaterim ljudem, predvsem na upravi, ki so to nalogo, seveda s pomočjo vseh pogodb, ki jih je imel tudi Željko Kralj takrat, to bom rekel hrano, specialno hrano, spomnite se, specialno hrano nabavljali in tudi so vse tu zdržali, seveda z mednarodno pomočjo. COVID, da ne govorimo o COVID-u. COVID smo vsi podcenjevali, tudi tisti, ki so kaj vedeli o njemu, so ga podcenjevali. Spet smo si dali sami, ali pa nam je dala vlada, bom rekel elegantno, to nalogo, ki smo jo izvajali potem cela 2 leta praktično. Delitev opreme, celo nabavo oprema smo se lotili, videl sem tudi državnega sekretarja, takrat ga je Klina, ki smo želeli pomagati, pa na koncu je spadlo to čisto drugače, ampak ne glede. Mislim, da smo želeli samo dobro. No, tukaj v COVID-u smo imeli seveda še eno nerodnost, da smo menjali vlado na sredini COVID-a. Ampak ne predstavljajo nekih strašnih ovir. No, potem pa pridemo do tistih bolj modernih, ali pa bom rekel zadnjih, ki si jih
bolj spomnimo. 2022 požar na Krasu je bil večkrat že omenjen. Jaz mislim, da bo tudi Zvonko tukaj povedal kaj okrog te nove taktike, če smem tako reči. Zvonko sem se prav izrazil. Tam smo prvič probali vsi skupaj to, da so gasilci se menjali samo moštva, pa da smo pustili opremo tam. Zdaj je tu pač, bo sam razložil bolj, zakaj bi se jaz tu vtikal. No tukaj seveda, morda samo še omenim, da pri teh velikih stvareh seveda imamo zelo veliko število reševalec dnev. Samo na požaru smo imeli čez 22 000. Od tega seveda največ gasilcev, absolutno. 15 000. Pa potem pa pridemo, no tukaj smo, moram pohvaliti, tukaj pa zelo pohvaliti evakuacijo in župana in vse skupaj. 4 evakuacije smo izvedli, seveda samo zaradi varnosti ljudi, brez enega najmanjšega problema in seveda so bile tudi učinkovite. In gasilci so uspeli, bom rekel, zadržati ogenj, da ni niti ene hiše, razen tiste, kaj je bila neka lovska koča, če se ne motim, tam gor na Trastelju, ki je bila nemogoče jo, bom rekel, varovati. No, potem pa še ostajajo seveda te poplave, ki so nam v najbolj v spominu. No, tudi tukaj je bila mednarodna pomoč, pa tudi Kras je bil mednarodna pomoč. V poplavah je bilo sodelovalo 86 000 ljudi, oziroma reševalec dnev dan. 86 000. No in tukaj, ker sem mislil v začetku, pa sem bil prehiter ali pa sem sledil Leonovem napovedu, želim vam samo zelo 2 stavkih povedati, s čim razpolagamo v tej državi, da boste vsi vedeli. Imamo čez 60 000 operativnih reševalcev. Od teh 60 000 jih je seveda največ gasilcev, prostovoljnih in poklicnih. Ne smemo pozabiti, čeprav jih je majhnih malo, ampak imajo pomembno nalogo. Seveda ne smemo nikakor pozabiti ostale. Tle imam gorsko reševalno na levi, pa jamarsko, pa potapljaško, pa kinologe, pa skavte, pa tabornike, zdaj bom pa kaj pozabil. Ampak ne glede, se opravičujem, se sem koga spustil. Čez 60 000 ljudi, ki jih lahko vsako minuto pozovemo na intervencijo. Do zdaj, ko ste čuli številke, ki sem jih povedal, ampak tu so reševalec dan. Pomeni, če je bil Leon 3-krat, tam je 3-krat štet, ampak je bil Leon. Pomeni, da smo imeli tukaj vsakokrat, pogledajte, Kras 22 000, od tega 15 000 gasilcev, imamo zadej v backupu še najmanj 30 000 operativnih gasilcev. Podobno je tudi v drugih strukturah. Zdaj vidim Dolinarja, gledam, ali pa Jamarji. Nastopijo s toliko ekipo, imajo pa zadej in se zavrtijo, če je potrebno. Ali pa si pomagajo eden drugimi. Tako da jaz sem zelo ponosen na ta sistem in na to delovanje in tudi na te odzive na koncu. Ti odzivi, ki so bili, zdaj sem jih naštel, kot sem rekel, teh 6-7, so bili ocenjeni zmeraj z zelo visoko, ne oceno šolsko, ampak opisno, kot ustrezni in seveda vsemu temu še botruje to, kar je prej že Marko povedal, pa tudi minister je povedal, vsa oprema in vse zmogljivosti, ki jih pridobivamo, posebej zdaj v zadnjem obdobju, bodo samo še pripomogli k temu, da bodo ti odzivi še boljši. Ampak brez ljudi vsega tega ni. In po naslednji, ko bomo zaključili, bom jaz par stvari, ko smo se dogovorili, predlagal kot izzive, pa verjemte, da ne boste nič imeli proti temu. Hvala lepa. Hvala lepa, poveljnik. Tako kot je bilo povedano, že tudi iz samega pregleda, kje smo danes v sistemu zaščite in reševanja, mogoče samo podkrepitev malo podatkov iz Eurobarometra in ene raziskave, ki jo izvedla Evropska komisija v februarju mesecu lanskega leta, ker danes je eno od tem tudi varnost na splošno in odpornost v Evropi. Slovenija je na prvem mestu, ko se tiče o osveščenosti prebivalstva, o potencialnih naravnih in drugih nevarnostih, ki pretijo. Več kot 78% anketirancev je povedalo, da pozna nevarnosti. In še en od teh podatkov, na kateri je tudi Srečko zelo jasno pokazal, več kot 31% vseh je povedalo, da neposredno sodeluje v nalogah zaščite in reševanja, kar pomeni 600 000 ljudi, če preračunamo, je sposobno zaznati nevarnost in ne samo jo zaznati, ampak vedeti, kako se preventivno obnaša in tudi pomaga drugemu. In jaz sem se upravičujem, profesor Prezlo, danes se bom vsaj 2-krat sposodil iz vaše okrogle mize približno,
kaj ste povedali. Ena od vaših izvajanj je bilo, da najbolj ranljivi so naše družine, prebivalci in vsi ostali. V sistemu zaščite in reševanja mislimo, da so prebivalci seveda daleč najbolj ranljivi, ampak so tudi tiste, na katere je treba računati, da so tudi najbolj odzivni in če si bojo znali pomagati sami in bojo znali kot 30% enega prijeti z levo roko pa enega z desno, bomo praktično varna država, ker nas bo 100%. Tako da omenjeno je bilo tudi že mednarodno sodelovanje. Nobena država na tem svetu ni sposobna vseh naravnih in drugih nesreč obvladati sama. 14 dni nazaj je zaprosila za pomoč tudi Švica v primeru evakuacije in oskrbe opečenih. Zaprosila je tudi Slovenija, Srečko je omenil, ob 4 velikih dogodkih, Slovenija je veliko večkrat vse skupaj, ko pogledamo praktično v zadnjih 10 letih vseh večjih nesrečah zaprosila za pomoč. Zaprositi za pomoč je pomembno in hitro potrebno zaradi tega, da ovaruješ človeška življenja in čim prej normaliziraš. Luka Duh je tisti, ki na stalnem predstavništvu v Bruslu stalno sodeluje na različnih omizjih, sejah, pri kreiranju strokovnih gradiv. In Luka, moje vprašanje je, ali se tudi Evropa sooča s podobnimi tveganji, glede na to, da slovenske zadeve zelo poznaš, in kaj je Evropo vodilo v ustanovitev Evropskega mehanizma civilne zaščite in Evropski krizni center, ki kot glavni hub organizira vse, kar se dogaja kot pomoč različnim evropskim in tudi svetovnim državam, kajti ne nazadnje preko tega huba gre pomoč v moštvu ali po materialnih sredstev tudi v druge države, ki niso članice Evropske unije ali pa ne participirajo v tako imenovanem UCPM mehanizmu. Ja, najlepša hvala za besedo. Najprej seveda lep pozdrav vsem skupaj, gospod minister, ostali gostje. Najprej seveda tudi najlepša hvala za povabilo, da se lahko tudi iz Bruslja, se pravi z neke EU ravni, udeležim te razprave, ki je zelo pomembna, da na eni strani pogledamo, kje smo in kakšen je morda tudi razvoj v prihodnosti. Morda na začetku začnem, ko se ravno tudi vse bolj pojavljajo razprave o različnih konceptih in pojmih, da v bistvu se na ravni Evropske unije uporablja izraz civilna zaščita. Vendar tako na začetku treba povedati, da v bistvu nimamo enotno sprejete definicije civilne zaščite na EU ravni, kar morda tudi predstavlja neko težavo pri zdaj trenutnih razpravah o tem, kaj imeti v prihodnosti. Pa vendar, ko govorimo o samem konceptu, je morda bolje pogledati skozi prizmo tega, kaj mehanizem počne, kaj mehanizem na področju civilne zaščite na EU ravni pravzaprav počne skozi, kot mu rečemo, cikel obvladovanja tveganj nesreč, se pravi skozi preventivo, pripravljenost, odziv in pa na konec koncev tudi ukrevanje. In lahko rečemo, da v vseh teh fazah cikla je mehanizem na področju civilne zaščite Evropske unije zelo aktiven. In če se dotaknem mogoče samo ključnih instrumentov, ki se v teh fazah uporabljajo, da si boste morda bolje ustvarili sliko, kaj pravzaprav vse obsega. Na ravni preventive govorimo predvsem o ocenah tveganj, o ocenah zmožnosti za obvladovanje teh tveganj in tudi ciljev za odpornost na področju civilne zaščite. To je neka baza, osnova, da se najprej seveda zavedamo na EU ravni, kaj nas tisto, kar nas najbolj ogroža in kako se potem tudi na te grožnje pravzaprav odzvati. Potem v fazi pripravljenosti se ukvarjamo predvsem z izobraževanjem, usposabljanjem, vajami. Na ravni EU-ja se je izoblikoval zelo kompleksen sistem vaj, usposabljanj na področju civilne zaščite, ki prispeva k temu, da smo vse države, se pravi vseh 27 držav članic Evropske unije, pripravljene enotno se odzvati na katerikoli izziv, ki se predstavi pred nami. In tu lahko rečemo, da smo kot Slovenija bili vedno zelo aktivni pri tem programu usposabljanja, še vedno smo, tako z vidika organiziranja samih usposabljanj, kot seveda tudi pri udeležbi v njih. In potem seveda tisti recimo najbolj vidni del je odziv, kjer moramo gledati na to recimo z dveh vidikov. Eno so seveda same zmogljivosti, ki so oblikovane na ravni Evropske unije, govorimo na eni strani naboru za civilno zaščito in pa seveda ta novejši koncept, novejša zmogljivost RescEU, ki sta oba pomembno prispevala k temu in to, kar so že predhodniki pred mano omenili, da se lahko tudi Evropa kot taka hitro odzove na posamezne nesreče. In potem še drugi element tega odziva je seveda koordinacija. Leon je že omenil,
ta komunalni center za usklajevanje nujnega odziva, ki se nahaja v Bruslju, je nekako tisto vozlišče, nekako tisto središče, ki nekako poveže vso to pomoč, ko je potrebna, in nekako podpre nas, države članice, da si med sabo izmenjamo to pomoč in se seveda pomagamo, ko je potrebno. Vse bolj pa v bistvu se, in to je eden primer, tudi vojna v Ukrajini, se mehanizem širi tudi na področja, ki se jih tradicionalno morda ni. V Ukrajino mehanizem pošilja pomoč tudi v obliki opreme za električna omrežja in tako naprej. Se pravi, tudi se nekako premika v fazo okrevanja, ne samo v tiste prve vidike odzivanja. Torej vidimo tudi sam premik pri samem konceptu oziroma samem načinu delovanja. Kar pa moramo morda tu poudariti je seveda, da sama civilna zaščita tudi na evropski ravni izhaja iz humanitarnega jedra. Humanitarni principi so tisti, na katerih temelji civilna zaščita, tako izhajajoč iz ženevskih konvencij in tako naprej. In to je tisti temelj, na katerem seveda morda moramo graditi tudi v prihodnosti, oziroma morda zagotovo moramo graditi tudi v prihodnosti. In kot je bilo že omenjeno predhodno, se je učinkovitost tega mehanizma EU izkazala že na neštetih nesrečah. Tako v Evropi, po svetu, kot tudi v Sloveniji. Srečko je omenil nekaj primerov. In trend zadnjih let je, da se število teh intervencij vsako leto povečuje. Podatek za zadnjo leto je, da je imel mehanizem kar 60 aktivacij iz 40 različnih držav po celem svetu. Začelo se je recimo 15 let nazaj z morda 10, 20 in tako naprej. Nek vrh je doseglo tam pri COVID-u pri celo 100 intervencijah, ampak seveda je šlo za posebne razmere. Sedaj pa smo se nekje ustavili na točki 60 in to se še povečuje z leta v leto. In morda na koncu samo še na kratko pomembna vloga Slovenije v tem mehanizmu. To je bilo že vzpostavljeno. Tudi državni sekretar je omenil, da imamo svoje zmogljivosti v tako imenovanem evropskem naboru za civilno zaščito. Imamo pa tudi slovenske zmogljivosti v tako imenovani zmogljivosti RescEU, se pravi tako zalogo medicinskih sredstev v primeru ponovitve COVID-a v prihodnosti ali podobnih intervencij in pa seveda vzpostavljamo tudi zmogljivost za začasno namestitev prebivalstva, ki bo na voljo tako v Sloveniji ali pa tudi ob intervencijah v Sloveniji. In ključno je, da verjetno, da kot Slovenija ohranimo to vključenost v ta sistem, ker kar dajemo sami v ta sistem, tudi na koncu veliko dobimo iz njega. Mislim, da je to ključno. Hvala lepa. Kolega Luka je omenil RescEU kapacitete. RescEU kapacitete v Evropi so tiste, ki so lahko ali v obliki skladiščnih ali materialnih sredstev in jih je Evropa zelo intenzivno začela krepiti v času COVID-a in po COVID-nega obdobja, zdaj pa glede tudi na ostale kompleksne situacije. V sistemu zaščite in reševanja se sicer izogibamo termina kriza, ampak lahko ga uporabljamo kot kompleksna nesreča ali pa kakorkoli se ostalo in imamo tudi probleme pri samih prevodih iz evropske terminologije, kaj pomeni. In tudi lahko povem, bom rekel tako za intermeco, ko smo imeli izredni sestanek generalnih direktorjev in smo se pogovarjali o tako imenovani civilni obrambi, ki se zelo meša s terminom civilna zaščita oziroma odpornost ali pa resilience ali pa kakorkoli gledamo in uporabljamo različne termine, smo ugotovili, da enostavno so niti dve državi ne pogovarjamo o istem, ker veljajo notranje regulative znotraj posameznih držav in verjemite, da pač se je zelo težko pogovarjati, ko uporabljamo isti termin civil defense, v resnici mislimo pa čisto drugače v Republiki Sloveniji kot nekaterih drugih državah. Ampak ključno pa je, da je Evropa prepoznala in tudi mi prepoznamo nujnost širšega mehanizma, pa bom zopet drugič pa zadnjič danes se referiral na dr. Prezla. Pomembnosti razvojnih projektov in voditi razvojne projekte in evropske projekte Uprava za zaščito in reševanje počne že kar nekaj časa, že skoraj desetletje. Uprava za zaščito in reševanje je danes eden od 3 nosilcev in Republika Slovenija izobraževanj v ciklu evropskega sistema odziva UCPM, kar pomeni, da učimo druge in dobivamo zelo dragocene prakse. Malo je držav, ki to v resnici počne in tukaj je še eno dokazal, da
pač smo navezani na ta sistem zelo učinkovito, ne da bi se hvalili, ampak čisto dokazano in drugi prihajajo k nam in smo verodostojen partner. In sistem zaščite in reševanja, vsaj po mojem, pa bom čisto posebno mnenje povedal, tukaj nikoli ne more biti učinkovit, ukolikor ne funkcionira učinkovito na lokalni ravni. Dejstvo je, da to nam vsi priznavajo v svetu, da so zgubili prostovoljstvo, da so zgubili številčnost, predvsem so pa zgubili množičnost, izobraženost in pa strukturo reševalcev na lokalnem nivoju, ki se vedno in ob vsaki nesreči odzovo na vsako varnostno ali pa drugo tveganje zelo hitro. In sistem prostovoljnega in poklicnega gasilstva v Republiki Sloveniji je tisti, ki opravlja zelo pomembno funkcijo skupaj z župani na lokalni ravni in seveda predstavlja daleč najbolj množično organizirano in opremljeno silo, ne samo v javni gasilski službi na občini, ampak tudi lahko rečemo pod pomoč v sistemu zaščite reševanja občine, regije in države. In tukaj moje vprašanje za poveljnika. Spoštovani poveljnik, praktično več kot 200 000 članov gasilske organizacije, več kot 1300 etabliranih, postavljenih, organiziranih struktur na območju Republike Slovenije, toliko jih, vsaj po mojih podatkih, nima nihče, kar pomeni, da je sistem zelo dobro organiziran, nadzorovan in tudi usmerjen. Kje vidite današnje stanje slovenskega prostovoljnega gasilstva? Ali smo kos izzivom in kje smo boljši oziroma kje smo tisti v primerjavi s sosednjimi državami, ker ponavadi se je dobro z njimi primerjati, ker imajo podobno zgodovino, kot smo imeli v Republiki Sloveniji. Spoštovani gospod minister, cenjeni tukaj vsi tisti, ki imamo radi našo domovino. Lep pozdrav v imenu vseh slovenskih gasilcev. Slovenija danes večkrat omenjena je, smo prepričani, v to verjamemo, najlepša naša domovina in pa država, ampak ta domovina je tudi zelo ranljiva. Nesreče se dogajajo in v zadnjih 6 letih poprečno govorim, se zgodi na leto 18 000 nesreč. Vsaki dan poprečno, tudi danes verjetno bo se zgodilo 49 nesreč. To so nesreče, na katere se odzivajo enote iz sistema zaščite in pa reševanja Republike Slovenije. Na te sreče se odzivajo operativne enote in temu rečemo kar 35 000 intervencij naredijo naši kolegi iz 3. stebra nacionalne varnosti. In kje smo tukaj prostovoljni gasilci? Vseh teh intervencij, ki jih je letno 35 000, 49 dogodkov na dan nesreč, je kar 68% izvedajo naši slovenski prostovoljni gasilci. 68% vseh intervencij pokrijemo prostovoljni gasilci. Seveda, intervencija je dogodek, ki potrebuje ljudi, ki bodo reševali. Letno poprečje je tako, da je 210 000 tistih, ki rešujejo iz tega sistema zaščite in reševanja, je aktiviranih. 210 000, od tega je kar 79% prostovoljnih gasilcev na leto, torej ki se odzovejo na nesreče iz tega področja. To so številke, katere, lepa hvala vsem tistim, ki lahko na glas poveste, naj se to velja strani države, ministrstva ali pa uprave, vedno nam priznavate, da smo res prostovoljni gasilci tisti, ki smo temelj zaščite in reševanja in hvala vam za to, da to opazite. Tudi mi, slovenski prostovoljni gasilci, se tega zavedamo, to slišimo in tudi na glas vedno povemo, tudi našim članom, da v tem sistemu pa nismo sami. Čeprav smo največji, najboljši, pa tudi najlepši, verjetno, ampak nismo pa sami. Zato priznavamo vsem ostalim enakovrednim našim kolegom, tukaj smo samo 3, poveljnik civilne zaščite, poveljnik gorski reševalci, tukaj še kar nekaterih drugih iz tega našega sistema, da smo vsi potrebni. Vsi smo enakovredni, nekateri večji, manjši, ampak glede na to, da se nesreče vedno bolj potencirajo in so vedno bolj raznolike, smo vsi potrebni. In ravno zaradi tega, ko smo danes tukaj videli v eni izmed slik 3 stebre nacionalne varnosti,
bi se kar upal trditi. Tako kot smo mi trije tukaj v tem primeru, enakovredni, enakopravni, bo tudi bilo moče prav, da je tudi steber civilne zaščite in reševanja enakopraven, enakovreden obema ostalima stebroma nacionalne varnosti. Slovenski prostovoljni gasilci, potem bomo ostal, kaj tukaj sila ponosen, pa imamo bogate izkušnje. Tam smo večkrat omenili leto 2022, takrat nas je bilo na Krasu 15.000 prostovoljnih gasilcev v enem tednu. Pa so bili poplave 2023, tistega mokrega avgusta je bilo aktiviranih, mobiliziranih 67.000 slovenskih prostovoljnih gasilcev v enem mesecu. Ja, tudi mi smo se vzeli v roke in tudi mi smo se učili na podlagi tega, kaj smo naredili, na podlagi tega, kaj že mogoče vemo. V prvenstvu Gasilske zveze Slovenije imamo izjemne kolege, smo strnili misli, ideje in pa izkušnje in smo naredili kar nekaj boljših ukrepov. Tako imenovano smo standardizirali postopke odzivnosti. Naša torej velika naloga pri velikih intervencijah je, da moramo mobilizirati dobršni del tisoče gasilcev iz enega dela v drugi del Slovenije. Smo naredili korak naprej, smo definirali operativno enoto, to je VOD, smo naredili tako, da se gasilci več ne menjujejo in z vozili potujejo širom po Sloveniji, da se gasilci menjujejo, kar temu rečemo lahko, na ognjeni operativni črti. Prijejo z vozili, vozila se tam postijo in potem se vračajo nazaj z drugimi primernimi vozili za primer moštva. To je odgovornost do njihove varnosti in pa tudi s tem okrepimo večjo operativno silo. In že izkušnje iz leta 2024, spet požar na Krasu, kjer smo tako izvajali, uspešno izvedli, zadovoljno in torej strategija k temu, da smo vsakih 12 ur menjali 500 prostovoljnih gasilcev. 2000 gasilcev v 2 dneh, če bi intervencija trajala še nekaj dni, smo bili pripravljeni. Ampak ne samo zaradi tega, ker govorimo o samo prostovoljnih gasilcih, tu zaradi tega, ker vzajemno sodelujemo z našimi poklicnimi enotami in pa z vsemi ostalimi, ki smo torej enakovredni v tem sistemu zaščite in pa reševanja. Zato smo sila ponosni. Slovenski prostovoljni gasilci pa ne delamo samo to, da rešujemo, pa pomagamo, čeprav to delamo že več kot 156 let. Naša družbena odgovornost je še kar nekaj večja. 1333 prostovoljnih gasilskih društev imamo v Sloveniji. Gasilska društva, kot je slovenska tradicija, investirajo v gasilsko opremo, v gasilska vozila. V letu 2025 so naša prostovoljna gasilska društva, nabavili gasilske opreme in gasilskih vozil v vrednosti 23 milijonov. Drži in lepa hvala ministru, da imamo manjšo davčno stopnjo, da so sofinanciranje strani države vedno večja, da so tudi financiranja prevzela predvsej lokalne skupnosti, ampak še vedno predvsej te opreme kupujejo gasilci s svojimi prostovoljnimi prispevki, tako in pa drugače. To je slovenska nacionalna identiteta in zato smo sila ponosni. In kupuje torej za svojimi prispevki, za svojimi veselicami, 800 na leto naredimo in to so veselice, terapija za našo domovino. Kupujemo potem opremo, da s katero pomagamo tujcu, ne samo v vasi, no, domače vasi, ni važno, kjerkoli v Sloveniji. Torej prostovoljno gasilstvo ima tudi gospodarski pomen. Pa gremo še na stvari, ki so še bolj pomembne. V naših vrstah imamo 45.000 mladih, od 6 do 18 let. In tako za mlade in pa tudi za starejše gasilce imamo presneto dobre učne programe. Naši učni programi temeljijo na srčni, ampak ne na premasivni vzgoji, na srčni vzgoji. Učimo mlade in učimo jih, seveda, gasilstva, reševanja, empatije, pomagati človeku v nesrečo, zastonj in pa prostovoljno. Predvsem pa tudi učimo, in to učimo, sem prepričan samo mi, domoljubja, imamo razne kvize pa tekmovanja, ker ne znajo spoštljivo se obnašati do himne ali pa zastave, so zato kaznovani, seveda z kazenskimi točkami
In učimo seveda tudi to, da je potrebno človeku pomagati in to takrat, ko tudi če ga ne poznaš. In ker vzgajamo dobre mlade, imamo v svoji vrsta odlične dobre kadre, se nam zdaj trenutno dogaja tako, da seveda, ko smo danes že slišali, tako prvi, drugi pa tretji steber potrebuje nove ljudi. Tukaj govorimo o različnih pogodbah, o sodelovanju in so živi primeri, da enega človeka štejemo vsi trije po svoje. Tudi to se nam zgodi, da imamo posameznika, ki je v enem, drugem, tukaj seveda plačljiv in pa v tretjem stebru, torej tudi prostovoljno. In seveda, ker so tukaj gasilci vedno dobri in pa najboljši ljudje, tudi najboljši delavci, je pogosto tudi tako, da so tire zaposleni še potem v svojih podjetjih, ki imajo status krizne infrastrukture in ko bo do česa prišlo, bo vsi na njega računali, on pa verjetno bo kje drugod. Plus tega pa bo še kakšen občinski svetnik ali pa celo župan. Domala, to so stvari, katere pa moramo odprto govoriti pa se povedati. In torej vse narediti za to, da bo prostovoljstvo še naprej nekako tudi končalo. Premoče, en izziv, pred 60 leti se je v Sloveniji na dan rodilo 86 malih dojenčkov, malih Slovencev. Leta 2024, to je bilo nekaj dni nazaj skoraj, se je v Sloveniji rodilo le še 49 malih Slovencev. Ampak Slovencev je vedno isto, že kar nekaj let, 2,13 milijona. Pa se sprašujemo in sami poznamo, da prostovoljstvo je tisto, ki je lahko zagotovo steber nacionalne varnosti. Ni vse v tistem, kaj je plačljivo, če ima mlad človek interes domoljubja, bo pomagal tako in pa drugače. Pa se sprašujem, ali bodo tisti otroci, ki niso iz slovenske matere imeli takšen odnos, kot ga imamo mi danes do naše domovine, ali bodo tisti, ki bodo pripravljeni stopiti v prvi, drugi ali pa tretji steber nacionalne varnosti in pa tukaj sodelovati prostovoljno ali pa celo torej poklicno. Direktor, lepa hvala. Ja, hvala lepa, poveljnik. Tudi za nekaj istočnih bodočih odzivov, ampak mogoče kot odziv na ta izziv. Minister bo v nadaljevanju naše okrogle mize podpisal pogodbo z Zavarovalnico Triglav o zavarovanju prostovoljnih gasilcev. Gre za zavarovanje, v katerega bodo v nezgodnem delu zavarovani vsi pripadniki prostovoljnih gasilskih organizacij, ki so vpisani v tako imenovani vulkan na dan nastanka dogodka in so starejši od 6 let. Zakaj poudarjam teh 6 let? Zaradi tega, ker to je tisto, kar je izdvojil tudi sam poveljnik, da se prostovoljstvo vzgaja od malega in tudi uči in tudi varnost zagotavlja od malega. Kar pomeni, da če nekdo prostovoljno sodeluje od 6. leta kot bodoči pomemben operativni član, ga je potrebno tudi primerno zavarovati, ne samo usposobiti in se ostalo. In s tem se upam reči, država vrača, ker gre za zavarovanje država, tistemu, ki v resnici skrbi za prirast in tudi daje eno vzgled, kako bi morali delovati v primeru prostovoljstva in vseh ostalih nalog, ki se izvajajo v javnem interesu preko prostovoljnih organizacij. Ena od prostovoljnih organizacij, ki upravi več 100, med 680 in 850 reševanj na letnem nivoju, tudi več dni, tudi več noči v izredno zahtevnih razmerah, je tudi Gorska reševalna zveza Slovenije. Kar nekaj odmevnih reševanj se je dogajalo v zadnjih letih. Nažalost, pač v medijih zasledimo predvsem, kdo bo plačal, kdo je bil slabo opremljen, kdo je bil slabo izobražen, zakaj ga rešujemo, zakaj ga ne pustimo, če smo zelo žleht vsej zadevi, zakaj je priletel avstrijski helikopter, ker so pač vremenske razmere onemogočale slovenskim helikopterjem, da letijo, pa še kljub vsemu imamo tako dober odnos s sosedi, da si lahko pomagamo, imamo podobne postopke in vrhunsko vodenje sa strani Gorske reševalne zveze Slovenije. Kje smo danes v primerjavi z Evropo, s Slovenijo, pri gorskem reševanju, ki se skozi celotno obdobje, povejmo še enkrat, izvaja prostovoljno,
Tudi takrat, kadar imamo dežurne ekipe na Brniku skupaj z poklicnimi enotami nujne medicinske pomoči. To pomoč povečujemo oziroma te ekipe bistveno vsako leto podaljšujemo, če včasih bil to 1 mesec, počasi bomo prišli na celoletno dežurstvo. Glede na vse te nesreče, seveda veliko izzivov bomo potem v drugem delu, kakor jih je, ampak kako bi ocenili slovenski sistem gorskega prostovoljnega reševanja, ki velja sigurno za eno najzahtevnejših strokovnih, zato tudi ni tako številčno mogoče kot nekatere druge prostovoljne organizacije v sistemu zaščite reševanja. V primeru vse poplav pa prosim tudi razpolagate s podatke, koliko oseb in življenj ste rešili s pomočjo evakuacij. Hvala za besedo tudi z moje strani. Lep pozdrav vsem, spoštovani minister, vsi ostali zbrani. Kje smo danes? Jaz bi rekel, začel bi rad pri ljudeh, ker se mi zdi, da ljudje so tisti, ki so tukaj bistveni in lahko zelo samokritično rečem, da sem ponosen na to, da imamo res vrhunsko usposobljene gorske reševalce. Mogoče niso tako lepi kot gasilci, ne slišali smo, da so gasilci najlepši, ampak zagotovo so saj primerljivo vrhunsko usposobljeni. Zdaj, to lahko zelo suvereno trdim tudi zaradi tega, ker se je na tem področju treba primerjati tudi mednarodno. Recimo tehnike reševanja, ki jih na novo uvajamo, bojo sedaj v svoje postopke uvedle tudi nekatere druge gorsko-reševalne službe. Eno tako pomembno priznanje temu res dobremu delu, vrhunskemu usposobljenosti naših reševalcev je tudi to, da sem bil lansko leto izvoljen v predsedstvo ICAR-ja, to je mednarodna organizacija, ki združuje vse gorske reševalne službe celotnega sveta. Zdaj, če smo tukaj pri usposobljenosti, res rečem, držimo ta nivo že od samega začetka, so se pa v zadnjih letih pojavili številni izzivi. Če smo pred 2 desetletjama govorili tam o dobrih 200 nesrečah, smo zdaj že tam pri številki 700 in to zahteva kar veliko nekih prilagajanj, sprememb. In tukaj bi rekel, da v zadnjem obdobju smo naredili kar nekaj pomembnih korakov, da smo se temu prilagodili. Tukaj nam je država prisluhnila, normativ, ki smo ga imeli več kot 2 desetletji, smo povečali 430 na 600, kar nekako odraža tisti številki najbolj operativnih, najbolj visoko usposobljenih gorskih reševalcev. Tudi nekatere druge stvari, ki so bile včasih zelo temeljile na prostovoljstvu, smo v zadnjem času uspeli urediti. Recimo en tak banalen primer so zdravila, ki so jih zdravniki uporabljali na reševalnih akcijah. Morate se zavedati, da zdravniki tudi gredo prostovoljno na kakšno reševalno akcijo in vsak zdravnik ima pri sebi nekaj zdravil, ki jih prinese iz službe, kar je pomenilo pri vedno večjem številu akcij, da so v nekem smislu, lahko temu rečem grdo, kradli zdravila v službi zato, da so jih uporabljali na teh prostovoljnih akcijah. To smo uspeli s pomočjo Ministrstva za obrambo in Ministrstva za zdravje zdaj sistemsko urediti, tako da je prek vojaške lekarne zdaj te zdravniki, ki gredo na akcije, dobijo zdravila tako, kot se zagre. Meni se zdijo vse te stvari pomembno, da se jih sistemsko rešuje. Neke ad hoc rešitve pri tako pomembnem sistemu pač na daljši rok ne zdržijo. Imamo seveda še kar nekaj drugih izzivov, mogoče še nekaj takih, ki so se pojavili, čist konkretnih primerov. Recimo, če je šel nekdo plezati, to so klasične zadeve, v gore gre marsikdo prepozno, v slabem vremenu in potem se znajde v težavah zvečer, sredi noči. Veliko večina, oziroma zelo veliko teh naših intervencij, akcije potem v poznih večernih urah pa ponoč. Ljudje pokličejo prepozno. In kaj je bilo? Recimo cela nočna reševalna akcija, reševalci na izjemno zahtevnem, nevarnem terenu so zaključili z intervencijo v zgodnjih jutranjih urah in kaj je bilo potem treba? Ja, potem je bilo pa treba iti v službo. Uspeli smo zdaj z uredbo, ki je bila sprejeta, nekako rešiti to, da država
temu reševalcu, ki je bil res celo noč na terenu, omogoča, da je tisto dopoldan doma, delodajalec pa dobi pač nadomestilo za njegovo plačo, tudi če slučajno takrat dopoldan ni na akciji, ampak počiva. Spet ena izmed sistemskih rešitev, ki pač rešujejo čist te osnovne probleme. Tukaj bi lahko mogoče še našteval, ampak mogoče pa upozorim na neko zadevo, ki pa predstavlja še kar nekaj izzivov. Mi smo reševalna služba v državni domeni. In tukaj je bil za nas skrbi država, za razliko od gasilcev, kjer je nekako tudi lokalna okolja so mogoče bolj upeta. In gasilska društva imajo gasilske domove, tako rekoč v vsaki vasi. Teh gasilskih domov je veliko. Če gledam, koliko imajo gorski reševalci teh prostorov urejenih, tukaj imamo pa še kar nekaj za narediti. Ampak sem zelo vesel, da tukaj prav s sodelovanjem z lokalnim okoljem, to ves čas poudarjam, ker pri takih zadevah pa je treba in država in lokalno okolje morajo stopiti skupaj. Smo rešili recimo GRS Mojstrano skupaj z gasilci, to je bila ena taka res lepa zgodba, obnova gasilskega doma z prizidkom in si tisti prizidek, polovica so dobili prostorov gasilci, polovica gorski reševalci. Take lepe zgodbe, premika se pri GRS Škofja Loka, premika se pri GRS Bohinj, imamo pa še kar nekaj društev, recimo če omenim sem Kranj je en tak velik izziv, kjer imamo samo eno zamreženo garažo, pa bo treba še kaj narediti, ampak mogoče o izzivih pa za naprej, ampak bi rekel, da če me sprašujete o trenutnem stanju, vrhunsko usposobljeni ljudi, na katere sem izjemno ponosen. Hvala lepa. Zdaj, glede na to, da imamo še 25 minut, bom jaz zaprosil svoje paneliste 3 do 5 minut seveda o razvojnih vizijah na kratko posameznega področja in celotnega sistema zaščite in reševanja, da se tudi predstavi, zato da bomo imeli te zadnjih 5 minut še za kakšno vprašanje, ki ga lahko dobimo tudi z samega auditorija. Pa se bom navezal na dr. Dolinarja in tudi na predhodne paneliste. Vsi v sistemu zaščite reševanja od prvega do zadnjega, ne glede na to, ali smo na lokalni ravni, ali smo na državni, regijski, mednarodni ali pa kakorkoli, izpostavljamo kader, kar pomeni, da izpostavljamo ljudi. Še posebno v slovenskem sistemu zaščite in reševanja, kjer je skoraj da 100% v prostovoljnem smislu in prostovoljnem delovanju, profesionalcev nas je zelo malo in predstavljamo mogoče kakšen procentek celotnega sistema. Vse ostalo pa so prostovoljci, kar pomeni, da ob demografiji in vsem ostalem bo eden od izzivov, kako tem ljudem jih pritegniti, jih usposobiti, vključiti v sistem. Hkrati imamo pa tukaj delodajalce, ki se jim v tej priložnosti zahvaljujem, ker brez delodajalcev, družine in podpore vseh ostalih sistema zaščite in reševanja v Sloveniji ne bo učinkovitega in je to edina viža, po bom rekel, našem mnenju prostovoljstva in tovrstnega izvajanja naprej. Hkrati pa seveda se vsi soočamo, že prej je bilo izpostavljeno, smo pa del nekega sistema, enakovrednih, enako pomembnih, enako povezanih sistemsko in tudi zelo hitro odzivnih. Samo za primerjavo. Evropski pool enot, v katerem imamo svoje enote po novem, tudi za gašenje gozdnih požarov, pa enoto KFSAR in pa enoto za prečrpavanje večjih količin vode, se je praktično v vseh primerih, ko so države zaprosile, odzvala na način, da je v manj kot 24 urah zapustilo Republiko Slovenijo in šlo na reševanje. Pa čisto vseeno, ali je bila to Makedonija, ali je bila to Bosna, ali je bila to Italija, ali pa bila katerakoli druga država. Kar pomeni, da so prostovoljci uredili svoje službe, prišli z dopustov, uprava, zavarovanje, logistiko, promet in vse ostalo, sistem civilne zaščite, podporo in smo šli varno in se tudi do sedaj varno vrnili iz vseh reševalnih ekip. Pa nas je bilo tukaj več 10 združenih praktično vseh v prostovoljnih. In brez ureditve ustreznega sistema, tukaj bom prišel
na dr. Juvanovo, ki se bom sposodil, ki pravi, koliko časa bo še izziv, da bojo vojaki v sistemu javne uprave, bom pa jaz izpostavil kot direktor, koliko časa bomo zaposleni v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v sistemu javne uprave in bomo imeli 24-urne zapovedane počitke, 12-urno dnevne počitke, ali bomo takrat zapustili prostovoljce, ki pomagajo druge in se ostalo ob takih priložnostih in kako bomo imeli urejen status. Tako da niso samo sistemski tretji steber, o katerem jaz ne bi se upal preveč polemizirati, predvidevam, da boste vi. Kje so izzivi, ki jih imamo v sistemu zaščite in reševanja in pomoči v prihodnji, glede na čedalje bolj zaostrene varnostne razmere in pa čedalje večje število nesreč in zahtevnost nesreč in trajanje nesreč, ki se pojavljajo tako v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropi, kjer se medsebojno moramo solidarno in vzajemno pomagati. Pa mogoče bi pa tukaj najprej izval kolego Duha, kako je to na evropskem parketu, pa bomo šli potem na slovenski, pa čisto konkretno tudi reševalni parket. Ja, hvala lepa ponovno za besedo. Morda je res dobro, da se predstavi tudi vidik razprav, ki se trenutno odvijajo na EU ravni, ker imajo pravzaprav nek neposreden vpliv na razprave, ki jih imamo doma in najbrž tudi podobne izzive, kakorkoli. Namreč EU je tudi na svoji ravni po večjih kompleksnejših krizah, kot je bil COVID, kot je ruska vojaška agresija na Ukrajino, ugotovila določene vrzeli pri sami arhitekturi odziva na te krize in je začela iskati možne rešitve. Najprej seveda, kaj so vrzeli, potem pa možne rešitve. In nekateri med vami morda dobro poznate to zdaj skoraj slavno Ninistovo poročilo o pripravljenosti, o civilni in vojaški pripravljenosti Evrope na različne izzive, kateri pa je potem Evropska komisija takoj zatem pripravila Evropsko strategijo za unijo pripravljenosti in tam je naslovila pravzaprav te ključne vrzeli in pa izzive, s katerimi se soočamo. In ključne stvari, ki jih Evropska komisija tu identificira, so na eni strani pomanjkanje proaktivnosti, se pravi, se samo reaktivno odzivamo kot Evropska unija na posamezne krize, potem fragmentiranost odziva, posamezni sektori, se v bistvu odzivamo seveda na različne izzive, vendar samo skozi svojo lastno prizmo in pa seveda pomanjkanje koordinacije v tem samem odzivu in na koncu seveda kot je vedno tudi izziv, kako zagotoviti dovolj virov, da se bomo na te vse bolj kompleksne izzive tudi ustrezno odzvali. In v sami strategiji so naslovljene potem seveda vprašanja, kot so priprava ustreznih ocen tveganj, tudi za bolj kompleksne izzive, odpornost ključnih družbenih funkcij in tukaj se lahko dotaknemo vprašanja odpornosti. Namreč na ravni EU se zdaj usporedno pojavljata oba pojma, pripravljenost in odpornost. In da seveda to še nekoliko bolj zaplete samo razpravo, ki jo imamo tudi doma, konec koncev je sedaj ena od ključnih izzivov to, da vzpostavimo te temelje, kaj pravzaprav zdaj pomenijo te temelji odpornosti Evropske unije na različne izzive. In potem seveda te stvari, ki so bile že izpostavljene tudi v preteklih izvajanjih, se pravi pripravljenost državljanov, civilno vojaško sodelovanje in pa seveda sodelovanje med javnim in pa zasebnim sektorjem. In to so neke razprave, ki se sedaj odvijajo na različnih forumih znotraj Evropske unije. Za nas pa je ključno predvsem to, da je Evropska komisija v lanskem letu podala nov predlog za spremembo uredbe mehanizma na področju civilne zaščite in pa obenem tudi odzivu na izredne zdravstvene razmere. In skozi to uredbo sedaj poskuša v bistvu Evropska komisija nasloviti nekatere od teh vrzeli, kjer predlaga na eni strani oblikovanje nekega dodatnega sloja za odzivanje Evropske unije na krize in oblikovanje tako imenovanega vozlišča za usklajevanje odziva na krize in pa v bistvu tudi priprava nekakšnih celovitih ureditev za civilno vojaško sodelovanje. In tu
pravzaprav potekajo ključne razprave med 27 članicami držav Evropske unije, kako opredeliti te koncepte. Namreč veliko od nas, kot sem že izpostavil prej, izhajamo iz te humanitarne narave, civilne zaščite, in to je podlaga, skozi katero v bistvu mi gledamo celoten koncept, ustroj, način delovanja. In veliko od teh predlogov, ki jih Evropska komisija pravzaprav izpostavlja, lahko, če že ne neposredno, posredno vpliva na to humanitarno naravo civilne zaščite, in zato bo to eno od ključnih izzivov, katere bo treba nasloviti v teh razpravah, ki jih trenutno imamo. In različne države se na to različno odzivajo. Nekatere s prilagoditvijo nacionalnih sistemov, tako da v bistvu jasno razmejijo razmerja med civilno zaščito, civilno obrambo. Nekatere, recimo skandinavske države, imajo nek združen sistem, totalne obrambe, kjer se ta dva sistema prepletena v eno. Imamo primere, ko so se ustanovila nova ministrstva na ravni držav, recimo Danska, kjer so združili v eno ministrstvo, recimo odpornost, civilno zaščito, nekako povezali te koncepte. Se pravi, imamo nekatere odgovore na EU ravni na te izzive, vendar smo, odkrito rečeno, šele v začetni fazi, kar se teh razprav tiče. Je pa verjetno ključno, ko se sprašujemo o tem, kako pravzaprav nasloviti sedaj te vrzeli ali pa izzive, je, da se vrnemo na to, kar sem na začetku izpostavil. Se pravi, če gledamo skozi prizmo cikla za obvladovanje tvega nesreč, se pravi preventiva, pripravljenost, odziv, okrevanje, kako bomo v bistvu, s katerimi instrumenti bomo ustrezno naslovili celoten cikl. In bolj, ko bomo uspešni pri samem koordiniranem odzivu ali pa v bistvu sodelovanju v tem ciklu, bolj bomo tako na EU in pa morda tudi na nacionalni ravni uspešni pri naslavljanju teh izzivov. Hvala lepa. Državni sekretar, gospod Lovše, izzivi na slovenskem delu. Hvala, direktor. Jaz bom bolj kratek, zato da bomo še malo časa več pustili, da še stroka kaj več o tem pove. Vsekakor bi se pa naslonil to, kar je Luka ravno kar omenil. V Evropi poteka razprava prenove, bom rekel, tako tega sistema, to vključevanja, mešanja na različne načine. Vsekakor moje mnenje je, da bo treba v naslednjem letu, v naslednjih letih razmisliti, kako ta sistem naprej. Ne nazadnje, zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je star 30 let. Vsekakor že samo to pove, da je verjetno potreben neke prenove. Stroka bo seveda povedala svoje, kakšne so ideje, kakšni so izzivi. Naloga politike pa bo potem, da to normativno uredi in da dobimo nov sistem, takšen, ki bo služil državljankam in državljanom Slovenije. Hvala. Hvala lepa. Poveljnik, brez uvoda, ker vem, da si pripravil tudi že tisto, kar so se mi do včeraj pogovarjali, pa tudi danes si dobil še dodatno motivacijo. Kako naprej? No, jaz bom samo nametal enih par stvari, pa ne bom nič rangiral po nujnosti ali pa pomembnosti, ampak prvo seveda tudi Leon dobro ve, imamo novo uredbo, jaz mislim, da je prej treba, bom rekel, vzpostaviti ta zmogljivosti, ki jih ta uredba, bom rekel, navaja, seveda pa še prej dokončati te zmogljivosti, ki so bile parkrat že omenjene. Gašenje iz zraka, bom rekel, oprema, ki je za poplave in ostale stvari, in jaz pričakujem, da bo to narejeno, bom rekel, v doglednem času. In seveda tukaj mislim tudi in vidim v zadnjih časov tudi veliko vlogo enote za psihološko pomoč. Tukaj je moja ideja ali pa predlog, ali pa bomo videli skozi razpravo, jaz mislim, da je treba to enoto, ki je naša zdaj za naše reševalce, ampak jo damo tudi na posodo drugam. Bom rekel, nekako morda celo povezati se s tistim delom, ki bi mogel skrbeti za prebivalce. Zaenkrat imajo nek koncept sestavljen tam na zdravju in IZ-ju, ampak ne vidim še nobenih rezultatov. Naslednja stvar, ki je, bom rekel, po moje zelo pomembna, pa en korak smo že naredili, predvsem inšpektorat naš je ta korak naredil zaklonišča. Tukaj se bo treba kot država odločiti, kaj bomo zdaj s tem naredili. Pa nisem paničen, ampak moramo poskrbeti, da bo naši ljudje se imeli kam skriti, pa niso tu samo zaklonišča. Tudi treba evidentirati po moje objekte, ki so primerni za zaklanjanje v primeru ne bo ga treba. Jaz se pravim, nisem panik, ampak pri teh norcih, ki si jih imamo okrog sebe, ne vem. No, naslednja stvar, ki je zelo pomembna, pa jo delamo že 30 let, enoten radijski sistem za te stebre nacionalne varnosti. Jaz ga ne vidim
in upam, da ga bom doživel. Enoten. Ne tak, kot je zdaj. Da bomo podaljšali, da ne bomo predolgi. Ena stvar, ki se mi je porajala in se bo treba jo dodelati po moje, tukaj pa vidim vlogo in vojske in nas in vseh skupaj, je alarmiranje ali pa obveščanje prebivalstva, pa tudi ta alarm, ki je zdaj, v primeru nekih ne bodi ga treba. Dronov, rakete, ne vem čega, tega sistema nimamo. Ta sistem smo imeli 91. leta, naš sodelavc Tine Marinko je bil celo, mislim, da je bil nosilc tega v samem začetku, še na drugih lokacijah. Ampak nimamo osnovnih izhodišč, ne siren, sirene že imamo, ampak kdo, kaj, območja, podobne stvari. Sej tam vidim, da mi vojak zameri brigadir Kima, ki ve, kaj govorim, na kaj mislim. No, pol pa ta zadnja, ki jo ne pozabim, vsaj zdaj zadnjih 5 let omeniti, pa ni naša, ni od zaščite in reševanja, ampak je od države. Odpornost, ampak potresna odpornost. Minister, jaz upam, da bo še enkrat minister, ki si obljubil, da če bo še enkrat minister, da boš tu začel nabijati. Resnično. Tu je rak rana na področju varstva pred nesrečami. Rak rana. Če bomo doživeli ali pa če bomo dočakali, upam, da ga ne bomo, en tak 18, kaj je bil 95, ne bi rad doživel, še manj pa kot poveljnik. Hvala lepa. Hvala lepa. Poveljnik je ostal zvest svoji praksi, zelo direkt in zelo konkretno. Sem prepričan, da bo enako prakso tudi človek iz operative Zvonko. Prihodnost in izzivi gasilstva kot gasilstva, pa tudi gasilstva kot zelo, zelo pomembnega sestavnega dela zaščite in reševanja. Nesreče se bodo dogajale, kakorkoli je, nesreč bo vedno več in bodo tudi vedno bolj raznolike. Zato zaradi tisti, ki smo trenutno v sistemu zaščite in reševanja enakovredni, ponavljam, bo verjetno še kakšna sila dodala strokovnega področja. Torej steber varstva pred naravnimi drugimi nesrečami je resen steber, ki raste z časom, s potrebami in z silami. In ta resen steber mora dobiti svojo težo v primerjavi z prvim in pa drugim stebrom. Popolnoma sem prepričan in pa verjamem v to, da smo bili slišani, pa govorim zdaj v imenu prostovoljnih gasilcev, pa tudi v imenu drugih, pri vladi, pri politiki, tudi z tega vidika, ko govorimo o finančnih perspektivah. Finančne perspektive govori na podlagi sosednjih izkušenj drugih držav, ker pa tako ima prostovoljstvo pomembno noto, so tako gasilci in pa tudi drugi reševalci, ki delujejo na podlagi prostovoljstva, zajeti, od njih se načrtuje, planira, imajo svoje mesto. Tudi takrat govorimo o financah v tistem bodočem finančnem obdobju. In kaj se mi še zdi kot ena rezerva? Mi danes govorimo o vseh možnosti tehnike, ki smo kupovali, so načrti, so ideje, so znanosti, ampak če ne bo šoferjev za to tehniko, če ne bo vojakov, ali pa policistov, ali pa reševalcev, sistem ne bo deloval. To je poziv. In to, ko smo že večkrat poskušali v Gasilski zvezi Slovenije, tudi našemu šolstvu. Poziv, da tudi področje zaščite in reševanja, tudi področje samopomoči, področje odrekanja, pomagati človeku za ston, bi lahko bil kakšen predmet, s katerim bi naše najmlajše, tiste, ki bodo imeli voljo, učili, da je dobro delati dobro. Hvala lepa. In še iz vidika izvajalca državne službe gorskega reševanja. Ja, jaz, kot sem že prej omenil, sem velik zagovornik premišljenih sistemskih rešitev in kot je bilo rečeno, zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je star 30 let. Torej, v tem zakonu je gorska reševalna služba omenjena v enem odstavku, pravzaprav ena vrstica. In jaz mislim, da mi tukaj potrebujemo te reševalne službe, potrebujemo neko
samostojno zakonodajo, gasilci imajo svoj zakon, torej tukaj rabimo neke zakonske rešitve, ki bojo odgovor na te izzive, ki prihajajo. Zdaj, eden izmed ključnih izzivov, ki bi ga jaz izpostavil, večkrat je bilo rečen ljudje. Jaz sem velik zagovornik prostovoljstva, ampak ljudje gredo prostovoljno, kar se tiče reševalcev, reševati. In tukaj jaz mislim, da moramo poskrbeti, da bojo še naprej z veseljem hodili prostovoljno reševati. Je pa polno še drugih stvari, ki jih pa prostovoljci ne bi želeli opravljati. Ne? In torej, če govorim recimo, oziroma jih ne bi želeli, jih je postalo preveč, da bi jih opravljali. Ko govorim recimo o gorski reševalni službi, mi nimamo svoje šole, recimo tako kot imamo gasilci, ampak če bomo, to je tudi ena izmed vizij, da bi jo ustanovili, ampak tukaj pa prostovoljno, da bomo pričakovali, da bo nekdo še, poleg tega, da bo hodil na reševalne akcije, še vse popoldneve izobraževal druge, tega pa ne moramo več. Torej tukaj spet rabimo neke sistemske rešitve. Mogoče takih stvari majhnih je še kar nekaj, ampak mogoče samo še en tak tehnološki izziv, kar se tiče teh naših reševalnih služb, kar se tiče gorskega reševanja, je področje dronov ena od tem, kjer bo spet en tak velik preskok. Če je bilo recimo helikoptersko reševanje en tak velik preskok v nekaj desetletij nazaj, so zdaj droni tista naslednja zadeva, kjer zopet moramo posvetiti ustrezno pozornost. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi pa jaz, preden naredim zaključek, še vprašanje iz publike. Gospod Tavčar, pa potem še tam ne vidim čisto točno. Tudi naša bivša kolegica iz Brusla, ki nas je pokrivala tudi krizni del. Tako da če lahko do Tavčarja. Hvala lepa. Mogoče bolj v razmislek kot vprašanje, pa mogoče kakšen komentar. Živimo v času zelo razvijajočih se tehnologij, še sploh umetne inteligence, telekomunikacijskih sistemov, ampak vse te tehnologije temeljijo na nekih fizikalnih zakonitostih. Jaz sem to študiral in to dobro poznam. In to, kar jaz vidim, da se dogaja, je, da je zelo velika, bom rekel, navdušenje nad nekimi novimi tehnologijami, navdušenje nad tem in onim, ampak pozabimo se pa vprašati, in če smo profesionalci, bi se to morali vprašati, kaj od tega dejansko zadošča in bo zadoščalo našim potrebam. Zato mogoče čisto tako v razmislek, kako bi v bistvu to, kar se danes dogaja, da vsak hodi z neko idejo, postavili na nek profesionalni nivo in rekli, ok, dajmo te vse ideje oceniti, dajmo oceniti, kaj je tisto, kar dejansko potrebujemo, kaj nam bo v dani situaciji dejansko ustrezalo. Jaz se mogoče sam za razmislek še to. V preteklosti je bila tudi na nivoju Evropske zveze zelo hiter prehod na 5. generacijo, pa na 5G, pa tudi 6G tehnologije so omenjali. Danes, ko se je zgodila vojna, pa ko je bilo nekaj takih zelo negativnih izkušenj, tudi s tem, da so Rusi uspeli onemogočiti en satelitski sistem, pa da so uspeli na raznih primerih onemogočiti digitalne sisteme, da se še vedno uporabljajo nekje analogni sistemi kot rezerva za takšne razmere. Ne. Tako da ja, super je, jaz podpiram idejo gospoda Šestana glede enotnega radijskega sistema, samo dajmo se zmeniti, na kateri tehnologiji bo ta sistem deloval in komu bo služil in kako bo služil. Hvala lepa. Hvala. Še drugo vprašanje. Hvala. Sem Danica Ank, sem z Direktorata za obrambno politiko z Ministrstva za obrambo. Sem strokovnjakinja za EU in NATO politike na področjih obrambe, civilne zaščite in odpornosti. Pa namerno sem naštela zdaj 3 področja,
ker se pridružujem temu, kar sta ugotovila direktor Behin pa poveljnik Šestanc, da jutranji film ni odražal 3 stebrov nacionalno-varnostnega sistema. Jaz sem bila 30 let v sistemu zaščite, reševanja in pomoči in lahko povem, da v EU jezikih danes obstajajo razlike med civilno zaščito in civilno obrambo. Civil protection, civil defense. Pred letom 2007, ko je bil prvič sprejet mehanizem Unije na področju civilne zaščite, Finci recimo niso imeli 2 izrazov. In danes imajo. In tudi, če imajo danes sistem totalne obrambe, še vedno imajo posebej namenjen steber civilni zaščiti. Torej, mogoče kot provokacijo ali pa izziv za naprej, če nekdo misli, da je civilna obramba enako odpornost, civil defense equals resilience, potem bo treba narediti, tako kot ima hiša 4 vogale, mogoče še 4. steber, ki se bo imenoval odpornost. Vsekakor pa mislim, da ne moremo pojesti ali pa zamaskirati stebra, ki se imenuje zaščita, reševanje in pomoč in mu reči nekako drugače, ker mislim, da ima preveliko tradicijo, že tudi recimo iz prejšnjih časov, ko smo imeli Jugoslavijo, smo imeli nič nas ne sme presenetiti in je bil to sistem civilne zaščite. In poveljnik Bogataj recimo je bil lepa kontinuiteta tega sistema. Torej, ne zgubiti tega stebra. Hvala. Hvala lepa. Če ima še kdo, bomo tudi si drznem še kako minuto podaljšati, ker imamo potem podpis pogodbe. Željo. Pozdravljeni, sem Jure Vautar, sem poveljnik sektorja v Veliki Loki, mehna žvalca. Konkretno vprašanje. Jaz bi rad vprašal, ali država razmišlja o tem, da bi tudi gasilcem kakšen avto kupila, da gasilci sami zbiramo za vozila, ki so vredna milijone, pa jih z veselicom iščemo, pa nabiramo s koledarji in s takimi stvarmi. Ker civilna zaščita je dobila, kot smo slišali, nekih 40 tovornjakov, pa cena ste tudi povedali. Konkretno vprašanje, upam, da ni kakšne zamere, ampak dajte. Hvala lepa. Bom kar direkt na konkretno vprašanje, konkretno odgovoril, pa me bo lahko to čez poveljnik Gasilske zveze Slovenije dopolni. Seveda je treba tukaj vedeti, da sama javna gasilska služba je domeni lokalnih skupnosti, zaradi tega mora občine zagotavljati primerno opremo. Ampak ne glede na to, država sofinancira skozi razpis za tako imenovano razpis za sofinanciranje gasilske reševalne opreme, ki je nekoč nastal zaradi tistega DDV-ja, če smo čisto pošteni, da se procent sofinanciranja okoli 15%, v povprečju DDV pa 5%, kar pomeni, da nekaj sofinancira država. V preteklosti je bilo razmerje vedno nižje, kot je bil davek na dodano vrednost. Absolutno o tem razmišljamo in tudi tisto, kar smo povedali v sklopu požarnega sklada in do povečanja sredstev požarnega sklada, ki ga dobi Republika Slovenija, kar prej dobila sem 3 milijone, zdaj dobi 10 milijonov in gre del za gasilska zavarovanja, je tudi dan polovica 5 milijonov evrov za tako imenovani program KRAS 2, ki je sestavljen iz več delov. En je sofinanciranje gasilskih vozil, ki so nabavljene po letu 2023 v prihodnje na območju 23 občin, ki imajo 4. oziroma 5. stopnjo ogroženosti. In drugi del je pa tisti del, ki gre pa tako imenovanih požarov v naravnem okolju, kjer je pa namen kupiti med 9 in 12 vozil, gasilskih vozil z tega denarja in jih podeliti lokalnim skupnostim, tako kot je bilo pri opremi za poplave. Ampak tukaj gre vedno iz roke, daj dam sistem. Lokalne skupnosti bodo to uporabljale za javno gasilsko službo oziroma za izobraževalne namene v mirnem času, kolikor bo pa potrebna aktivacija enote za v tujino, bomo pa potem ta vozila uporabljali za tujino, da ne koristimo več sredstev lokalnih skupnosti. Tako da razmišljamo tudi na to, pa tudi tisto, kar je omenil sam poveljnik, tako
v sklopu Gasilske zveze Slovenije in Uprave za zaščito in reševanje kot partnerskem odnosu močno razmišljamo, kaj se bo dogajalo v finančni perspektivi 2028 in 2034, kjer bi želeli ta steber nacionalne varnosti tudi skozi opremo za izvajanje lokalnih javnih služb in državnih javnih služb vključiti kot možnega potencialni vir financiranja za nakup opreme. Tako da, če se strinjate, jaz bi mogoče samo za zaključek. Najlepše bi se seveda zahvalil vsem vam, ki ste vztrajali do 2:30 tukaj, obem stebrom oziroma vsem trem stebrom in vsem ostalim gostom, ker smo izkazali eno veliko solidarnost eden z drugim, kar pomeni, da smo bili od začetka do konca, da smo se poslušali, kaj počne prvi, drugi, tretji ali pa kakorkoli stebrov gledamo nacionalne varnosti, imamo v tej državi in zvedli veliko, kaj počnejo drugi in kateri so vizije eden drugega, kajti danes je večkrat izpostavljeno, da ne glede na to, pripadnika katerega stebra smo, ne glede na to, v kakšni obliki delujemo, poklicni, prostovoljni, dolžnostni ali pa kakršnokoli drugi politični ali pa vseh ostalih, je edina viza varnosti v prihodnje sodelovanje. Strukture so kako pomembna zadeva, niso nepomembna, po moje zelo je pomembna, ne samo na simbolni in organizacijski vrednosti, ampak tudi zaradi zanesljivosti delovanja sistema in vsi trije sistemi funkcionirajo, če imajo vodstvo od vrha navzdol kristalno jasno in so kompetence in odgovornosti jasne in tudi razvidne. Vsi razpravljalci so danes jasno povedali, da je steber nacionalne varnosti, ki se imenuje varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma sistem zaščite in reševanja, glede na še bolj številne izzive potrebno nadgraditi, dograditi, ga primerno institucionalizirati in organizirati, zagotoviti dovolj veliko število profesionalnih kadrov. Pa bom tukaj sem nekaj povedal. Sistem zaščite in reševanja je povsem nepomemben sistem, kar se tiče števila zaposlenih v javni upravi. Nas je nekaj 100. Tudi če gledamo lokalne skupnosti, so padle iz več kot 100 poklicno zaposlenih z področja zaščite in reševanja na nekaj 10. To je pa tisto, kar je poveljnik jasno povedal, kolikor nimate strokovnega kadra, nimate podpore v najbolj kritičnih situacij, nimate koordinacije in se težko odločate in ni niti možno pričakovati, da bi se lokalne in druge skupnosti lahko naredile. Še nekaj v izziv. Sistem zaščite in reševanja kot tretji steber nima nobene profesionalne inštitucije, fakultete in vse ostalo, ki bi se namensko vsaj z enim programom ukvarjala s tem stebrom nacionalne varnosti. Vključeni smo v programe FDV-ja na različnih katedrah, drugih interdisciplinarnih zadevah, ampak zato tudi zelo težko povabimo kakšnega profesor doktorja, da sodeluje tukaj z nami, pa je to izziv, da kdo naredi z tega področja tudi doktorat, ampak iz področja zaščite, reševanja in pomoči in postane res etablirani strokovnjak tudi z doktorskim nazivom v sistemu zaščite in reševanja in s tem področjem. In če ne bomo tega znanja naredili in šolskih programov in vsega ostalega, potem bomo v prihodnje sigurno kot stroka nazadovali in bomo zelo težko parirali nekaterim drugim strukturam, ki so pa v tem smislu zelo močno razvite. In čisto za zaključek, steber nacionalne varnosti, zaščite in reševanja po ugotovitvah vseh tukaj tujine in vsega ostalega v Republiki Sloveniji je steber, ki je za zgled vsem sosednjim državam, vsem evropskim državam in tudi še komu drugemu. Praktično je strokoven, je samozadosten, je relativno dobro nomotehnično urejen, z nujnimi posodobitvami, reformami, ne revolucijami, tako kot je poudaril že tudi v tej dvorani oziroma v eni drugi na Brdu tudi sam poveljnik, ampak s stalnim prilagajanjem, ki je pa izredno, izredno hiter. In tako kot sta, pa bom zaključil z vodjo prejšnjega panela tudi ugotovili, potrebne so premišljene, sistemske, načrtovane in usklajene rešitve v prihodnje, tako politike, stroke, kot tudi vseh pripadnikov v sistemu zaščite in reševanja. In na koncu vsem pripadnikom res izredna
zahvala za vse, kar počnete. Danes so samo 2 službi bili tukaj, se upravičujemo. Lahko bi tudi poklicne gasilce, jamarje, skavte, tabornike, radiomaterje in vse ostalo, tako kot je povedal Srečko. Ta številka 60, 70 in 80 tisoč je samo tista, ki je v naši evidenci. V resnici smo prepričani, če bi potrebovali, bi šla krepko čez 100 tisoč prostovoljcev in drugih pripadnikov sil zaščite in reševanja. Hvala vsem in vse dobro še naprej. Z enim lepim dogodkom bom položil v uste tudi besede podpisa pogodb, kar se tiče gasilskih zavarovanj, za katere se upam trditi, da so edinstven primer v Evropi, ker ne poznam evropske države, kjer bi imela javno gasilsko službo na lokalnem nivoju organizirano, da bi nekdo zavaroval vsakodnevno za upravljanje svojih nalog vse pripadnike, ki imajo aktivni status, kar pomeni v slovenskem merilu 175 tisoč gasilcev od 6. leta pa praktično do groba. Zraven pa še pravna zaščita v primeru, če gre karkoli narobe do teh oseb, oziroma vkolikor sami reševalci menijo, da je potrebno iti v pravna sredstva do drugih oseb. In to ne bo tista vzpodbuda in razvoj vsem nam za razvoj v prihodnje. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi v mojem imenu razpravljavcem in moderatorju. Tudi ta okrogla miza je pokazala, da sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na znanju, izkušnjah in predvsem v ljudeh. Kar smo slišali, se ponovno ne konča pri razpravi, kot že rečeno, nadaljuje se v zelo konkretnih korakih. V sosednji stekleni dvorani sledita 2 podpisni dejanji, ki potrjujeta skrb države za tiste, ki vsak dan skrbijo za varnost drugih. Kot že rečeno, minister Sajovic bo s predstavnikom zavarovalnice Triglav podpisal pogodbo med Ministrstvom za obrambo in zavarovalnico Triglav d.d. o nezgodnem zavarovanju prostovoljnih gasilcev v Republiki Sloveniji. Minister pa bo tudi izročil podpisno pogodbo zavarovalnici Arax o zavarovanju pravne zaščite prostovoljnih gasilcev, ki opravljajo naloge operativnih gasilcev oziroma rezervnih operativnih gasilcev. Na tem mestu pa današnji posvet zaključujemo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni razpravljavci, partnerji, sodelavci, hvala, ker ste danes soustvarjali ta posvet. Vaša prisotnost in vaša pozornost pomenita, da razprava o obrambi, varnosti in odpornosti ni zaprta v institucije, temveč živi v prostoru družbe. Pregled dela, ki smo ga danes odprli, ni seznam opravljenih nalog, je zemljevid odločitev. Odločitev, da obramba ni zgolj strošek, ampak temelj stabilnosti in razvoja družbe. Da varnost ni zavora napredku, temveč pogoj, da se sploh lahko razvijamo. Hvala za pozornost, lep preostanek dneva želim in srečno Slovenija.